Dobro zgledate za stoletje. Ja, malo manj popusta. Gospod predsednik, dobrodošli. Gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Svečana akademija, gospod rektor Univerze v Ljubljani, gospod dekan medicinske fakultete, profesorski in študentski zbor, te in vseh dosedanjih generacij, dame in gospodje. Zelo ste me počastili z vabilom na to slovesnost in priložnostjo, da vas smem kratko nagovoriti. Sprejmite, spoštovani gospod dekan, moje najbolj iskrene čestitke ob imenitnem jubileju vaše fakultete, čestitke države in kolikor mi položaj predsednika republike to omogoča, tudi čestitke vseh naših ljudi. Sprejmite, prosim, te čestitke skupaj z izrazi velike hvaležnosti za vse vaše dosežke. Vsi jih občudujemo in vam želimo, da bi po tej slavni poti uspešno stopali tudi naprej. Spoštovana akademija, letos praznujemo 100-letnico ustanovitve Univerze v Ljubljani in 100-letnico ustanovitve medicinske fakultete v njenem okviru. Mnoge univerze nimajo medicinske fakultete. Ljubljanska jo je postopno ustanavljala od svojega nastanka dalje. Glede na kompleksnost in težavnost poučevanja in študija medicine ilustrira že odločitev za njeno ustanovitev, potem pa tudi njeno vodenje, izjemno ambicioznost, velikopoteznost in stremljenje po odličnosti. 100-letni dosežki medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so ta zahtevna pričakovanja upravičili. Zaradi premišljenega in stalnega razvoja je v tem času medicinska fakulteta uspela uresničiti visoke cilje in uvedla študij, ki poteka v slovenskem jeziku in je hkrati študij na svetovnem nivoju. Vsi, kot sem dejal, smo na to zelo ponosni. To se mi zdi toliko bolj vredno poudariti, ker se že dolgo desetletje in več krešejo mnenja o potrebni reformi slovenskega javnega zdravstva, ki tako ali drugače zadevajo tudi zdravnike in zdravnice. Toda strokovna kakovost zdravnikov in zdravnic, sploh zdravstvenega osebja, nikoli ni bila v tem času in tudi danes ni problem. Kvečjemu je bila in ostaja rešitev, ki ves ta čas omogoča, da so kljub nakopičenim težavam v javnem zdravstvu, v njegovi organizaciji, kadrih, financah, bolniki skrbno in strokovno oskrbljeni. Zasluge za to gredo v zelo veliki meri prav medicinski fakulteti, ki zdravnike in zdravnice na to zelo zahtevno življenjsko in profesionalno izkušnjo, kot je dejal dekan, odlično pripravi. V tem smislu si, gospod dekan, vi, vaše vodstvo fakultete in celoten profesorski zbor, vsi mentori te in prejšnjih generacij zaslužijo našo hvaležnost in občudovanje. Prav tako zaslužijo naše javno spoštovanje študenti, ki se za ta težek študij odločijo. So nadpovprečni in tudi študij je nadpovprečno težak. Vendar ne gre samo za študij v ozkem strokovnem smislu. Gre tudi za čas študija, v katerim se v veliki meri izoblikuje osebnost. Splošna razgledanost, visoka intelektualna in kulturna raven, razvitost empatičnih lastnosti so prav tako enako pomembni za zdravniški poklic, ki je vsled tega pravzaprav več kot to, je poslanstvo. Zdravniki ste v tem smislu elita v najbolj žlahtnem
pomenu te besede. Ne nazadnje bodo kulturni program akademije nocoj popestrili prav umetnice in umetniki medicinske fakultete. Spoštovana akademija, Slovenija je ponosna na medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Njeni profesori in študentje imate v naši družbi ugled in spoštovanje. Dosežki medicinske fakultete uživajo veliko občudovanje doma in ugled v svetu. Zdravnice in zdravniki, ki jih primerno strokovno pripravite za njihovo življenjsko poslanstvo, so, kot sem dejal, v tem trenutku rešitev in ne problem za nakopičena protislovja slovenskega javnega zdravstvenega sistema. Svečana akademija seveda ni pravi čas za razpravo o tej reformi in tudi ne o plačni, kot je dejal dekan. Vsi pa skupaj, za domala vsemi našimi ljudmi želim, da bi se dobre in premišljene rešitve končno našle in bi doma ostajali in se naprej strokovno polno razvijali diplomanti medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Spoštovana akademija, ko je eno najstarejših slovenskih društev, Slovensko zdravniško društvo, ki je bilo ustanovljeno že davnega leta 1863, spodbujalo ustanovitev medicinske fakultete, je pri tem stremelo po odličnosti in popolnosti. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je ena najbolj uglednih fakultet univerze in znanstveno-raziskovalnega področja v Sloveniji. Na prvi pogled je jasno, da se na pragu 2. stoletja svojega dela ravna po istih najvišjih standardih. To vzbuja v vseh nas velikansko upanje. Na tej strmi, nikoli kraljevski poti, vam želimo vsi ljudje, tudi vnaprej največje uspehe, ki vam bodo poleg vsega dali tudi profesionalno in čisto osebno človeško zadoščenje. Hvala.